imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vstopili smo v tretjo adventno nedeljo, zato vabim našega brata Bernarda, kot tistega, kateri je naredil tisti velik venček od zunaj, da bo prižgal vse 3 sveče za današnje bogoslužje. Hvala lepa za to pozornost in za to čast. Sicer pa nisem sam naredil, gospod duhovnik Peter, je bil skupaj s skupnimi močmi. Viribus unitis, kot je bilo nekoč geslo. Hvala lepa. Vstopili smo v tretjo adventno nedeljo, ki nas vabi k veselju. Pa ne k tistemu minljivemu veselju, ampak globokemu veselju, ki se rojeva iz zaupanja, da je Gospod blizu. Adventna pot, ki jo prehodimo vsako leto, ni le koledarski čas, ampak je pot od teme k svetlobi, od utrujenosti k novem upanju, od skrbi k zaupanju v Boga, ki prihaja, da bi bil Emanuel, Bog z nami. Včasih je težko verjeti, da smo poklicani k veselju, posebej, ko nas spremljajo vsakdanje težave, skrbi, bolečine ali razočaranja. Pa vendar nam prav v teh časih Bog želi prinesti svojo nežno, zdravilno bližino. Naj bo to bogoslužje trenutek, ko si dovolimo zadihati, ko se spomnimo, da nismo sami. Bog nas spremlja, išče, dviga, tolaži in vodi, prihaja ne v hrupu in moči, ampak v tihoti, v iskrenosti, v skromnem Betlehemu našega srca. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Prejšnjo nedeljo zvečer je bil v naši cerkvi tradicionalni dobrodelni koncert, ki ga je pripravila glasbena šola Lipičnik. Poleg tega smo imeli tudi bazar, na katerem smo lahko kupili praznične izdelke. Koliko sredstev smo zbrali za sirotišnico Uganda v Kasi, sirotišnico Kasa v Ugandi, bomo objavili naknadno, saj bomo imeli bazar še danes po bogoslužju v cerkveni čajarni, tako kot zadnjič. Danes, takoj po bogoslužju, predno bomo šli ven na druženje ob kavi in čaju, bomo imeli tukaj v cerkvi še kratek predpraznični občni zbor vernikov. Pogledali bomo, kaj vse smo skupaj ustvarili minulo leto in si zadali vizijo za prihodnje leto. Po občem zboru pa bomo imeli spodaj pod nadstreškom druženje ob kavi in čaju, v cerkveno čajarno pa smo vabljeni na bazar, ki ga bomo ponovili še danes. Druga obvestila za naslednji teden pa so naslednja. Jutri, v ponedeljek ob 19. uri, imamo v cerkvi molitveno srečanje, ki je priložnost, da se osebno v molitvi priporočamo Bogu. V sredo ob 19. uri si bomo tukaj v cerkvi ogledali božični krščanski film po resničnih dogodkih. Božičnih filmov je seveda na televiziji na pretek in vse si lahko pogledamo doma. Vendar, če si ga ogledamo skupaj, se film spremeni v priložnost za pogovor, spodbudo in skupno praznovanje adventa in božiča. Ogledali pa si bomo dramo Vesel Božič iz leta 2005, ki nas bo popeljal na zahodno fronto v severni Franciji leta 1914. Sredi prve svetovne vojne se je namreč zgodil čudež. Nemški, francoski in škotski vojaki so na božično večer odložili orožje in zapeli pesem Tiho noč in skupaj praznovali Božič.
Dogodek je resničen in velja za enega najbolj ganljivih trenutkov človečnosti sredi vojne. Zato pridimo v sredo in si skupaj ogledamo ta film s slovenskimi podnapisi. Naslednji dan v četrtek ob 9:30 dopoldan bo srečanje starejših sester. Zato vljudno vabljene vse starejše vernice na srečanje v cerkveni hiši. Naslednjo nedeljo ob 10. uri pa smo dobrodošli na osrednje tedensko bogoslužje na 4. adventno nedeljo. Naslednjo nedeljo po bogoslužju boste lahko vsi, ki ste naročili cerkveni koledar, tega prevzeli v cerkveni pisarni. V tednu po 4. adventni nedelji pa nas čaka vrhunec adventa, in sicer polnočnica, ki bo na sveti večer 24. decembra ob 22. uri in praznično bogoslužje, ki bo 25. decembra ob 18. uri na božični dan. Vabila smo že objavili na družbenih omrežjih, a najlepše povabilo je tisto, ki pride iz srca. Povabimo svoje bližnje, da skupaj praznujemo Božič v cerkvi, kajti osebno povabilo je dar, ki odpira vrata vere in gradi skupnost. Sledi skupna pesem o Pridi te častimo. Izvolite sesti. Biblično vodilo za naslednji teden je iz knjige preroka Izaije, 40. poglavje, 3. in 10. vrstica, ki pravi takole. Glas kliče, v puščavi pripravite pot Gospodu. Glejte, Gospod Bog prihaja z močjo, njegov laket vlada zanj. V psalmu 5 pa imamo čudovito Davidovo jutranjo molitev, pravi pa takole. Milostljiv si Gospod svoji deželi, v dobro si obrnil Jakobovo usodo, odpustil si krivdo svojemu ljudstvu, pokril si vse njihove grehe, zadržal si v svoj srd, odstopil od togote svoje jeze. Pokaži nam, Gospod, svoje usmiljenje in daj nam svoje rešenje. Sledi priznanje grehov. Gospod, mi živimo svoj advent in ti veš, da ta čas ni vedno priprava za tvoj prihod, da ne znamo odpreti svojih src za dobrodelnost, za vse, kar od nas želiš. Pred tvojim obličjem priznavamo in obžalujemo vse svoje grehe in te prosimo, usmili se nas. Besede milosti in slavospev pa pravi takole. Kakor zarja, ki počasi preganja temo, prihaja njegova milost, da nas okrepi, ozdravi in napolni z novim upanjem. Naj nas njegova beseda pomiri, ko smo utrujeni. Naj nas njegova ljubezen dvigne, ko omahujemo. Naj nas njegova navzočnost razsvetli, ko iščemo pot. Kajti on prihaja ne kot tujec, temveč kot Emanuel, Bog z nami. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Gospod, v tihoti adventa prihajamo k tebi.
Poglej na naše srce, ki te išče, in napolni ga z upanjem novega začetka. Ustavi naše misli, umiri naš korak, da bomo slišali tvoj nežni glas, ki nas kliče iz teme v svetlobo. Odpiramo ti svoje rane, svojo utrujenost, vse, kar nosimo v sebi. Naj tvoja milost prebudi to, kar je umrtvičeno, tvoja ljubezen ozdravi, kar je ranjeno, in tvoja luč razsvetli, kar je skrito v temi. Amen. Sledi skupna pesem Poj na gorah prepevaj, potem pa sledi berilo. Izvolite sesti, draga cerkev. Ko se ozremo na iztekajoče se leto 2025, nas lahko prevzame na neki točki nemir ob znamenjih časa. Svet je ranjen, vojne, lakote, naravne katastrofe in trpljenje prežemajo življenja mnogih narodov in ljudi. Zlahka se ujamemo v misel, da nas to ne more doseči. Živimo v toplih domovih in v miru. A resnica je, da se tudi v nas samih lahko odvijajo nevidne bitke. O takšnih bojih ne poročajo mediji, a so resnični. In čeprav jih ne moremo primerjati s trpljenjem narodov, jih prav tako ne smemo prezreti. Vse, kar je ranjeno v svetu ali v človeku, kliče po ozdravljenju. Tako zunanje vojne, kot bitke in boji v srcu potrebujejo odrešenje. In v luči pričakovanja tega odrešenja in potrebe po pravičnejši družbi prisluhnimo berilu iz preroka Izaije 40. poglavja od 9. do 11. vrstice. Povzpni se na visoko goro, znanilka veselja Sion, močno povzdigni svoj glas, znanilka veselja Jeruzalem, povzdigni ga, ne boj se. Povej Judovim mestom, glejte, vaš Bog. Glejte, Gospod Bog prihaja z močjo, njegov laket vlada zanj. Glejte, njegovo povračilo je z njim, njegovo povračilo pred njim. Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe.
Prerok je te besede govoril izraelskemu ljudstvu, ki je bilo v babilonskem izgnanstvu. In ko je narod, ki trpi, ali posameznik v izgnanstvu, torej nekje stran od tam, kjer je njegov mir, kjer je njegov dom, se lahko naselita v srce strah in žalost. Pogled se usmeri navzdol, ne navzgor, upanje slabi, glas postaja tih. Ali ni to tudi stanje našega sveta, nas samih? Prav v takšno stanje Bog po preroku spregovori presenetljivo sporočilo v času največjega brezupa in pravi, in tudi nam, bodimo znanilci veselja. Ni se potrebno vdajati žalosti, ker nismo ljudje brez upanja. Prihaja Bog, ki je pravičen vladar in hkrati tudi dobri pastir, ki ne le vzpostavlja pravico, ampak tudi nežno varuje vsako dušo in vodi svojo cerkev. In v adventnem času zato oznanjamo veselo novico sebi in drugim. Jezus prihaja in je že tukaj. On je naše upanje. In vera vanj je sidro naših duš sredi nemirnega sveta. In vabim nas, da zapojemo pesem, ki pravi: dvigni pogled, kralj prihaja tvoj.
dragi Bog, hvala ti, ker si mogočen in pravičen vladar, hkrati pa si tudi usmiljen in sočuten oče. Naše srce se ne boji, saj te pozna in je v tebi našlo upanje in tolažbo. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, sedaj je čas za vas. Vsi poznamo tole. Kdo mi bo povedal, kaj je to? Smrekca. Res je, ni naravna, je umetna, je mehna, ampak ima vse, kar imajo tudi ostale smrekce. Ima okraske, ima umetne veje, ima pa tudi lučke. Poglejte zdaj, kaj bo naredila. Evo, tudi dela. Imamo tudi gor v cerkvi še dve smreke, katere so zelo lepe. Veste, vedno, ko gledamo to smreko, se ne zavedamo ene stvari. Vsi občudujemo lučke, vsi občudujemo, če so sladkarije gor, vsi občudujemo okraske, nobeden se pa ne zaveda, da obstaja še ena zadeva, brez katere smreka ne more obstati. Kaj mislite, kaj je to? Dobro, to se obožujemo. Kaj je še, brez katerega smreka ne more obstati? Ok, še nekaj, tisto bistvo. Bistvo je podstavek, bistvo je tis križ. Ta smrekca ima pa posodo. Veste, če doma ne bi imeli, imate smreke že vsi doma, ne? Imate? Ali ne? Imate. Če ne bi bilo te posode, smreka bi pala na tleh in bi se v dnevni bil nered. Bilo bi vse tako, kako ne bi smelo biti. Tako je pa tudi pri nas v krščanstvu. Ni hrana, niso lučke, niso okrašena mesta bistvo Božiča. Bistvo Božiča je Gospod Jezus Kristus. Kajti, če on ne bi prišel kot otrok na tej zemlji, tak je bil otrokovi. Mi danes ne bi imeli Božiča. Zato, ko boste doma šli in boste pogledali vso lepoto vaše smrekce, ki so vam starši naredili, spomnite se, da brez Jezusa Božiča ne bi bilo in brez Jezusa tudi mi starejši ne bi mogli obstati, kajti Jezus je pravi naš temelj. Zdaj pa pojdite hitro v verouku in da se boste še kaj naučili o tem Jezusu. Pred Božjo besedo bomo pobrali še kolekto, pesem pa pravi Srečen sem. Srečen sem, Bog je dvignil me.
Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Predstavljajmo si dedka in babico, ki že leta nista videla svojega sina in njegove družine na drugem koncu sveta. Vsak dan sta upala, a ovire so bile prevelike. Sin vodi podjetje, ki ga ne more kar pustiti. Ona dva pa zaradi slabega zdravja nista mogla na dolgo pot. Meseci so se spremenili v leta, vsak klic po telefonu je bil lep, a ni nadomestil objema. V srcu pa je tlela velika želja ponovno se videti. Čas je tekel, zdravje je pešalo, upanje je bledelo, vse manj moči, vse več bolečine. Včasih sta se spraševala, ali jih bova sploh še kdaj videla. Potem pa nepričakovano, zdravje se nekoliko izboljša, medicina priskoči na pomoč, vrata se odprejo. Dedek in babica odpotujeta. Dolga pot, veliko napora, a nič ju ne ustavi. In končno se zgodi, objem sina, nasmeh snahe, smeh vnukin. Dolgo čakanje se konča v solzah veselja. Ko pride tisti, ki si ga dolgo želel videti, se spremeni vse. In veste, to ni izmišljena zgodba. To je resnična zgodba naših vernikov Johna in Anne Kerr iz Anglije, ki že mnogo let živita pri Krškem in sta ta teden srečno odpotovala v Malezijo, v velemesto Singapur, kjer sta se po dolgih letih spet srečala s svojim sinom edincem in njegovo družino. In kaj se zgodi, ko se po dolgem času končno srečamo z nekom, ki ga imamo radi? Kaj se zgodi, ko po mnogih letih spet obnovimo odnos s prijateljem, ki nam je kot brat? Kaj se zgodi, ko se po dolgem čakanju vrnemo domov, kjer smo mislili, da ne bomo nikoli več stopili? Kaj se zgodi, ko se vrata, ki so bila dolgo zaprta, nenadoma odprejo? Takrat se zgodi nekaj velikega. Obup se spremeni v veselje, žalost v hvaležnost, strah v mir, tema v svetlobo, samota v objem. In to je definicija adventa. Dolgo čakanje, včasih izgubljeno upanje in potem se zgodi prihod, srečanje, ki vse spremeni. Današnja tretja adventna sveča je sveča radosti ali veselja, ker je Gospod Bog blizu. Ne daleč, ne nekoč, ampak zdaj, tukaj in sedaj vstopa v našo zgodovino, v naše življenje, v naše odnose. In to je razlog za veselje. Prisluhnimo, kako so starodavni liki oznanili to veselje. Prerok Izaija je klical: tolažite moje ljudstvo. Marija, Jezusova mati, je dejala: moja duša poveličuje Gospoda. Zaharija, oče Janeza Krstnika, je zapel: obiskal nas je in nam pripravil odrešenje. Janez Krstnik je naročal: pripravite pot Gospodu. Apostol Pavel pa je opominjal: Gospod prihaja, sodbe pustite njemu. Kaj je skupno vsem tem glasovom? Poleg veselja še nekaj, kar se je dogajalo, preden se je pojavilo to veselje. To je bilo izgnanstvo, nerazumevanje, dvom, osamljenost, negotovost, agonija dolgega čakanja. Izaija, Marija, Zaharija, Janez Krstnik, apostol Pavel, vsak od njih je čakal. Vsak je nosil breme negotovosti. Vsak je živel v napetosti med obljubo in izpolnitvijo. In na žalost je tudi to del adventa. Čakanje, ki boli, ker ne vemo, kdaj in kako bo prišel odgovor. In ko pride odgovor, ko pride izpolnitev, se zavemo, radost, veselje ni poceni. Pride namreč po dolgi poti bolečine, tišine, dvoma. In prav zato je luč veselja, ko končno zasije,
tako močna. Slišali smo, kako so klicali Izaija, Marija, Zaharija, Janez Krstnik in apostol Pavel. Vsi so nas nagovarjali k upanju in veselju. Toda eden med njimi je poseben. To je Zaharija, oče Janeza Krstnika. Zakaj? Ker njegova pesem ni nastala iz lahkotne vere, ampak po dolgi tišini in molku in notranjemu boju. Zaharija je namreč 9 mesecev molčal, obnemel, ker ni verjel Božjemu sporočilu. In ko je končno spregovoril, ni spregovoril o sebi, ampak o Bogu, ki je držal obljubo. Pri Zahariju se zgodi nekaj posebnega. Odkriti dvom se spremeni v odkrito vero, molk v hvalnico, dolgo čakanje v izpolnitev obljube. Zato je njegova zgodba dragocena za nas, ki tudi čakamo, včasih dvomimo, včasih molčimo. In prav zato se danes za hip ustavimo ob njem, da vidimo, kdo je bil in kaj se je v njegovem življenju posebnega zgodilo. Na kratko, predstavljajmo si Zaharijo. Bil je starejši duhovnik, ki je živel v gorati pokrajini Judeje. Njegovo življenje je bilo preprosto, a spoštovano. Kot duhovnik iz Abijeve skupine ima čast služiti v templju, a to se zgodi redko, morda le enkrat v življenju. In ko vendarle na stara leta pride na vrsto, stopi v svetišče, medtem ko ljudstvo zunaj moli. Tempelj je namreč srce naroda, kraj, kjer se srečujejo pričakovanja in molitve za Božje posredovanje. Toda za Zaharijo je bilo življenje polno tihe bolečine. On in žena Elizabeta sta pravična pred Bogom, a brez otrok. V kulturi, kjer je rodnost veljala za blagoslov, je neplodnost pomenila sramoto. Ljudje so šepetali, spraševali, kaj sta naredila narobe, zakaj prenašata to kazen. Vsak praznik, vsaka družinska slovesnost ju je spomnila na to bolečino. Elizabeta se celo nekaj časa skriva, ko na stara leta zanosi, da se izogne neprijetnim govoricam. Psihološko gledano so dolga leta molitev brez odgovora predstavljala veliko breme, ki je pustilo rane. Upanje je počasi ugasnilo. Ko angel prinese veselo novico, da bo Zaharija postal oče, ker bo Elizabeta rodila, pa Zaharija reagira človeško, rekoč, kako naj vem, da je to res? Jaz sem star, moja žena je v letih. Ta odziv ni upor proti Bogu, ampak zaščita pred novim razočaranjem. Dolga bolečina je namreč rodila dvom. Angel mu naloži znamenje, ki izgleda kot kazen. Zaharija obnemi. 9 mesecev ni mogel spregovoriti besede. Vendar ta tišina ga je prisilila v razmislek. V tem času se v njem zgodi sprememba. Namreč, ko se otrok rodi, Zaharija zanj izbere ime, ki ga je določil Bog, kljub pritisku okolice, ki pričakuje ime po očetu. S tem je Zaharija izrazil vero, da je Božja beseda pomembnejša od družbenih pričakovanj. In v tem trenutku se mu odprejo usta. Po dolgotrajnem molku ni spregovoril o sebi, ampak zapoje hvalnico Bogu. Zgodovinsko gledano se je vse to zgodilo v času kralja Heroda, ko je bila Judeja pod rimsko okupacijo. Ljudstvo je takrat hrepenelo po odrešenju, po Mesiju, ki bo prinesel mir. V takem svetu se pojavi znamenje otrok, ki bo pripravil pot Gospodu Jezusu Kristusu. Zaharijeva pesem je zato več kot osebna radost, je preroška vizija, ki povezuje obljube iz preteklosti z zaupanjem v prihodnost. In sedaj, ko poznamo kontekst in ozadje zgodbe in Zaharijevega življenja,
Sedaj preberimo in prisluhnimo besedam, ki jih je izrekel Zaharija, ko se mu je končno odprl glas in ki so zapisane v Evangeliju po Luku, 1. poglavje, od 67. do 79. vrstice. Zaharijeva hvalnica. Njegov oče Zaharija, torej oče Janeza Krstnika, je postal poln svetega duha in je prerokoval: Slavljen Gospod, Izraelov Bog, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. Vzdignil nam je rok rešitve v hiši svojega služabnika Davida, kakor je povedal po ustih svojih svetih prerokov iz davnih vekov. Rešitev pred našimi nasprotniki in iz rok vseh, ki nas sovražijo, da izkaže usmiljenje našim očetom in se spomni svoje svete zaveze, prisege, s katero je prisegel našemu očetu Abrahamu, da nas bo rešil iz rok sovražnikov in nam dal, da mu bomo brez strahu služili, svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem vse svoje dni. In ti, dete, se boš imenovalo prerok najvišjega. Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje, v odpuščanje njihovih grehov, po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru. Poslušali smo Božjo besedo. Amen. Kot smo slišali, to ni navadna pesem. To je hvalnica, ki je nastala po 9 mesecih molka. Zaharija je bil duhovnik pravičen pred Bogom, a brez otroka. Leta je prosil, čakal, dvomil. Ko se mu odprejo usta, ne spregovori o sebi, ampak o Bogu, ki izpolnjuje obljube. Pesem ima 3 pomembne vidike. Najprej liturgični. Začne se z besedami Slavljen Gospod. To je tipična oblika judovske blagoslovne molitve. In zgodnja cerkev jo je vključila v jutranjo molitev, ker govori o jutru, o novem dnevu, o luči, ki pride po dolgi noči. Pesem ima tudi zgodovinski pomen, saj povezuje obljube Abrahamu in Davidu z izpolnitvijo v Kristusu. Bog se spomni zaveze. To pomeni, da zgodovina ni naključna, ampak usmerjena k odrešenju. Ima pa tudi teološki vidik, ki se kaže v tem, da odrešenje ni politična rešitev, ni maščevanje, ampak je Božji obisk, usmiljenje, luč in mir. To je radikalno sporočilo v času, ko so ljudje pričakovali Mesijo kot vojskovodjo. Vendar pesem doseže vrhunec v zadnjih 2 vrsticah, ki pravita, da nas bo po Božjem usmiljenju obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli tiste, ki sedijo v temi in smrtni senci, da naravna naše noge na pot miru. Zakaj sta ti 2 vrstici ključni? Ker povzameta vse. Božji obisk, luč, ki razblini temo in utre pot miru. To ni le poetična podoba, to je teološka revolucija. Grška beseda anatole pomeni več kot jutranjo zarjo. V stari zavezi označuje poganjek, vejico iz Davidove hiše. To pomeni, luč ni samo naravni pojav, ampak je Mesija sam. Prerok Malahija napoveduje: Vam, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti. Cerkev je to razumela kot podobo novega stvarjenja, kot sonce, ki prinese življenje po dolgi noči. Zato je Benediktus, kakor se imenuje ta Zaharijina hvalnica, ki smo jo prebrali, postala jutranja molitev, ker govori o jutru, nastanku odrešenja.
In poglejmo še, kako se ta vrstica konča. Da naravna naše noge na pot miru. Tukaj se pojavi grška beseda airene, ki pomeni mir. V grškem prevodu Stare zaveze v Septuaginti se grška beseda airene skoraj vedno uporablja za potrebe prevoda hebrejske besede šalom. Zato Luka z izrazom mir misli na bogat pomen hebrejske besede šalom, ki ne pomeni le odsotnost vojne, temveč celovitost, blaginjo in spravo z Bogom ter z ljudmi in stvarstvom nasploh. Šalom je stanje, kjer je vse na svojem mestu. To je mir, ki ni občutek, ampak pot, po kateri hodimo. Šalom vključuje notranji mir, srce brez strahu, ker zaupa Bogu, odnosni mir, sprava z ljudmi, odpuščanje, povezanost, družbeni mir, pravičnost, kjer ni zatiranja, in kozmični mir, harmonijo stvarstva, kjer vse živi v Božjem redu. Ko Zaharija govori o poti miru, misli na pot, ki vodi v takšno celovitost. To je adventna pot. Od teme k luči, od razdora k spravi, od kaosa k harmoniji. Bratje in sestre, tretja adventna svečka simbolizira veselje, ki se odraža v tem, da hodimo po poti miru, ki ga simbolizira četrta svečka. Veselje pride s poznanjem, da Bog ničesar ne pozabi. Tudi po dolgi noči pride jutro. Božje veselje pride po dolgi poti čakanja, bolečine, tišine. Vendar, ko pride, nas odvede na pot miru. Advent nas vabi, da verjamemo v takšne trenutke, da vztrajamo, da upamo, da verjamemo, da molimo. In če pomislimo, da je pot veselja in miru nemogoča v svetu polnem razdora in žalosti, se spomnimo zgodovine, svoje ali svojih bližnjih, kako smo obnovili odnose, kako je prišlo do odpuščanja po letih distance in nerazumevanja, kako je prišlo do Božjega odgovora in uslišanja, kako je Bog v pravem času poskrbel za rešitev in tolažbo. In tudi v svetovni zgodovini lahko najdemo primere, da je veselje in mir mogoče doseči, tudi ko je to nemogoče. Eden takšnih primerov se je zgodil leta 1914 v prvi svetovni vojni na zahodni fronti v Flandriji, kot smo že slišali pri obvestilih. Po resnični zgodbi, ki nosi ime Božično premirje, je bil posnet film, ki si ga bomo ogledali v sredo zvečer, tukaj v cerkvi. Predstavljajmo si prizor pozicijske fronte, vojne. Blato, mraz, jarki, bodeča žica. Vojaki so utrujeni, prestrašeni, obupani, meseci streljanja, eksplozij, krikov. Nebo je sivo, zemlja razrita, polja pa so polna trupel. Med jarki pa je le nekaj 10 metrov razlike, vendar med vojaki je sovraštvo. Prihaja pa božični večer. Vojaki na obeh straneh ne pričakujejo ničesar, le še eno noč v grozi. Toda nekje v nemškem jarku se zasliši pesem Stille Nacht, Heilige Nacht. Tiha noč. Sprva tiho, potem glasneje. Britanski, škotski vojaki na drugi strani obstanejo. Nekdo prepozna melodijo. Eden začne peti v angleščini. Silent night, holy night. Glasovi se srečajo nad mrtvo zemljo. Orožje utihne, namesto strelov zadoni pesem. In potem se zgodi nekaj nepredstavljivega. Nemški vojak dvigne roko, stopi iz jarka. Britanci mirijo, a ne streljajo.
tudi oni stopijo ven. Moški, ki so se še včeraj streljali, ubijali, si danes podajo roko. Izmenjajo cigarete, čokolade, fotografije družin, nekdo prinese žogo in sredi blatnega polja se začne nogometna tekma po resničnih dogodkih. Smeh, veselje, objemi. Za nekaj ur se je vojna ustavila. Tema se je umaknila luči. Ko je zjutraj spet zazvenel top, so se vrnili v jarke. A tisti božični večer je ostal kot znamenje. Mir je mogoč, tudi tam, kjer se zdi nemogoče. Zakaj? Ker je v človekovem srcu hrepenenje po šalomu, po miru, po svetu, kjer je vse na svojem mestu. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, hvala ti za luč, ki razsvetli temo, za mir, ki presega vsak strah, za veselje, ki prihaja po dolgi noči. Prosimo te, naravnaj naše noge na pot miru. Naj v tem adventnem času hodimo v luči, naj prinašamo spravo, kjer je razdor, upanje, kjer je obup, ljubezen, kjer je hlad. Gospod, prosimo te za mir v svetu. Naj utiša orožje, naj se odprejo srca, naj sovraštvo zamenja sprava, naj pride dan, ko bodo narodi živeli v pravičnosti in spoštovanju. Naj tvoja luč razsvetli kraje, kjer je vojna, in naj tvoj mir objame vse, ki trpijo. Naj bo tvoja cerkev znamenje jutra, ki oznanja prihod tvojega sina, vzhajajočega sonca našega Gospoda. V njem naj najdemo življenje, v njem naj najdemo mir, v njem naj najdemo veselje, ki ne mine. To te prosimo po Jezusu Kristusu, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Zapojmo sedaj pesem Sveta noč, blažena noč. Pesem, ki so jo pred več kot 100 leti zapeli vojaki sredi kaosa vojne, in takrat je za nekaj ur zavladalo premirje. Ko jo bomo sedaj zapeli, naj bo to naša molitev in spomin, da smo danes mi glasniki miru, ki ga v naš razdvojeni svet prinaša učlovečeni Bog. Sveta noč, blažena noč.
Dragi zbrani, bomo molili še molitev Oče naš, katera je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker tvoje kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sjati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir.